A veste, ne morete govoriti o dostojanstvu žrtev, če ženskam po travmi ne zaupate niti toliko, da same odločajo o svojem življenju. Ta direktiva je pomemben korak naprej, ker končno krepi zaščito žrtev, dostop do psihološke pomoči, zaščito zasebnosti in preprečevanje sekundarne viktimizacije. Ponovila bom, končno, ampak žal moram povedati še nekaj. Nekateri v tej dvorani zelo radi govorijo o zaščiti žrtev, dokler žrtev ne zahteva tudi avtonomije, lastne pravice, lastne odločitve, lastnega življenja po nasilju, po posilstvu. Takrat smo pa nenadoma spet pri ideologiji in političnih interpretacijah pravic. A veste, ne morete govoriti o dostojanstvu žrtev, če ženskam po travmi ne zaupate niti toliko, da same odločajo o svojem življenju. Ker se sekundarna viktimizacija ne dogaja samo na policijskih postajah ali sodiščih. Včasih se dogaja tudi tukaj, ko se travmo žrtev spreminja v ideološko bojišče. Kolegice, kolegi, Evropska unija ne sme biti prostor, kjer se žrtve bojijo sistema bolj kot storilca. Žrtve ne zaščitimo z moraliziranjem, zaščitimo jih tako, da jim verjamemo. Hvala.